Ribogojstvo Goričar je družinsko podjetje. Ustanovljeno je bilo leta 1974. Ustanovili so ga stari starši mojega moža. Od takrat naprej se ribogojstvo nenehno spreminja, veča, dopolnjuje. Začelo se je kot ideja o domače pridelani ribi. Na začetku smo imeli samo en majčken bazenček in namen je bil, da imamo doma svoje sveže ribe za vsakdanjo uporabo. Ta bazenček je kmalu začel ponujati več rib, kot smo jih potrebovali samo zase. Zato je bilo potrebno nekaj narediti s temi ribami in edina možna rešitev je bila prodaja rib. Tako se je začelo na majhno, na drobno prodajati ribe, najprej okoliškim ljudem in potem se je začel glas o tej ribi širiti postopno, tako kot rečemo včasih, dober glas gre v deveto vas. Da ribo vzgojimo, je potrebnega kar nekaj časa. Včasih smo ikre proizvajali sami, vendar je to težko, kajti ikra se vali v najkrajšem dnevu. Se pravi, ko je dan najkrajši, takrat riba da ikro. To pomeni, da lahko posledično samo enkrat na leto dobimo ikre, kar pa z večjo proizvodnjo ne gre skupaj. To v zadnjih letih kupujemo ikre pri proizvajalcih, ki se ukvarjajo samo s tem. Ti proizvajalci imajo posebne hale, v katerih prilagajajo svetlobo in zato lahko ikre pri njih dobimo večkrat na leto, kajti svetlobo imajo urejeno tako, da ribe ob različnih časih mislijo, da je najkrajši dan, kar vse uravnavajo pač z lučmi. Kupujemo ikre večinoma v firmi iz Amerike, iz Danske. V zadnjem času smo našli tudi nekoga na Poljskem. Skratka, trudimo se, da bi tudi ikre prepotovale čim krajšo pot. Ikre se lahko prevažajo brez vode, se pravi samo na ledu, na suhem, v določeni fazi, ko imajo razvite samo uvčke. Takrat imamo približno 120 ur časa, da te ikre prepeljemo z avionom, s hitro pošto, s tovornjaki, na različne načine pripotujejo k nam. In ko ikre pridajo k nam, jih moramo takoj dati v majčkene bazenčke, pripravljene posebej za ikre. Ikra se potem nekaj časa razvija in ko porine iz te ikrice ven repek, se počasi začne razvijati v ribico in prava riba postane takrat, ko prebije površino vode in prvič dobi v svoj zračni mehurček zrak in to je tudi čas, ko začnemo ribice hraniti. Do takrat se ne hranijo, ampak živijo od hrane, ki jo imajo v svoji ikri. Ribe nenehno sortiramo in jih prestavljamo vedno v večje in večje bazene in vedno pazimo, da imamo ribe enake velikosti skupaj. Potem hranimo z enako velikostjo hrane, zato da ne pride do tega, da nekatere ribe pridejo do hrane, druge ne. Kar veliko dela je s tem hranjenjem, čiščenjem mrež, sortiranjem. Potrebujemo približno 2 leti, da vzgojimo ribo iz ikre pa do konzumne ribe. Če želimo imeti porcijske ribe, traja to nekoliko manj časa, zato ker se konzumirajo malo manjše. Če pa gremo v proizvodnjo rib, iz katerih delamo fileje, potem pa morajo biti te ribe večje in traja še malo dlje, ampak recimo v povprečju nekje 2 leti je treba te ribice negovati, jim čistiti mreže, jih hraniti, paziti. Predvsem je nekako nevarno v jesenskem času, ko lahko listje se ustavi na mrežah in zaustavi dotok vode in kisika, kar je lahko zelo nevarno in lahko pride tudi do pomora rib. Nevarne so strele,
nevarno bi bilo recimo kakšno onesnaženje vode. Skratka, nevarnosti pri ribogojstvu je kar veliko. To je delo, ki ga je potrebno opravljati 7 dni na teden, včasih tudi 24 ur na dan. Dostikrat je treba skočiti takoj, čez 1 uro nimaš več kaj urediti, lahko samo še pospraviš, kar je ostalo. Tako da je v bistvu to en posel, ki mu moraš biti res predan, ki ga moraš delati s srcem, mora ti biti všeč, drugače to ne gre. Velikokrat si v mrzli vodi, sicer se uporablja vedno ta oblačila, ki ne pomagajo, da ravno nisi na mrzlem, tako kot bi bil, če bi bil v vodi, ampak je dostikrat to kar neprijetno mrzlo opravilo. Na začetku smo prodajali ribe samo direktno iz ribnika, neočiščene. Sčasoma pa so časi postajali drugačni. Ljudje niso imeli prostora, želje, volje, da bi sami čistili ribe, zato smo na začetku kot uslugo očistili ribe. Kmalu smo ugotovili, da to uslugo potrebuje veliko ljudi, da so ljudje bolj zadovoljni, če je riba, ki jo prinesejo domov, že očiščena in pripravljena za uporabo. Mislim, da leta 1999 smo odprli tako novo, veliko predelavo. V tej predelavi še sedaj čistimo ribe. Teh rib je iz leta v leto več in poleg očiščenih rib smo začeli delati tudi druge, predvsem polizdelke. Ljudje imajo najrajši file. To je riba, ki je očiščena, v njej so odstranjene kosti, glava, rep. Dobimo 2 lepa fileta iz ribe, ki je dejansko pripravljena tako, da jo je treba samo pripraviti na svoj najljubši način in ni nobenega hudega dela. Pogosto tudi prekajujemo ribe, tudi to je en tak izdelek, ki ga imajo ljudje zelo radi, zelo okusno. Ribe prekajujemo s toplim dimom in s hladnim dimom. Imamo prekajene fileje, imamo prekajene cele postrvi, vsak pač vzame tisto, ki mu je najljubša. Poleg postrvi, ki so nekako naš glavni proizvod, vzgajamo tudi nekaj drugih rib. V zadnjem času smo se začeli ukvarjati z afriškim somom. To je riba, ki potrebuje toplo vodo, zato jih vzgajamo v nekakšnih skorajda toplicah. Rastejo namreč na 28 stopinjah Celzija in moramo skozi celo leto vzdrževati to temperaturo vode, da lahko pač somi rastejo. Imamo tudi nekaj krapov, nekaj sulcev, občasno tudi kakšne druge ribe. V svoji ribarnici pa v bistvu ponujamo tudi nekaj zamrznjenega programa, kajti ugotovili smo, da ljudje nimajo vsi najrajši samo postrvi, zato imamo za ljudi, ki si pač to želijo, v skrinji vedno tudi kakšno hobotnico, školjke, škampe in podobne, večinoma morske dobrote, ki pač pri nas ne rastejo. Tako da delamo na tem, da bi čim bolj približali to delikateso, ki je v naših krajih še vedno premalo poznana. Še vedno ljudje na splošno jemo premalo rib, ki so zdrave. Tukaj je tudi zelo pomembno, da govorimo o kratki verigi, da naše ribe ne prevozijo, ne vem, mnogo kilometrov, da pridejo do krožnikov. Treba je še to povedati, da pri nas prodajamo naše izključno sveže ribe. Ribe in naši izdelki nikdar niso zamrznjeni ali pa kako drugače, da odložimo prodajo, vedno govorimo o svežih ribah.